Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je poslanka poslanske skupine LMŠ, Liste Marjana Šarca, gospa Nina Mavrovič. Lepo pozdravljeni, gospa Mavrovič. Lep pozdrav vam, pa tudi vsem, ki spremljajo ta trenutek najin pogovor. Hvala. Vi ste poslanka iz volilnega okraja Hrastnik, pa me zanima, kakšna je vaša povezava, se pravi, z vašo občino, lokalnimi predstavniki v njej, pa glede na to, da vsaka občina nima predstavnikov najmanjših skupnosti, in me zanima, kako ste z njimi povezani. Jaz moram reči, da je moje sodelovanje z lokalno skupnostjo odlično, ravno zaradi tega, ker je Hrastnik en manjši kraj. To, da se nekako poznamo že odprej, tako z županom, kot vsemi ostalimi odločevalci na neki lokalni ravni, je pravzaprav zelo velika prednost. Zaradi tega, ker se sprotno in zelo ažurno pogovarjamo o vseh zadevah, ki se dogajajo. Tako da vse težave rešujemo takoj tam in takrat, ko se pojavijo. Sodelovanje je pravzaprav zgledno. Je pa res, da sem izvoljena v volilni enoti hkrati, ne samo v svojem kraju. Volilna enota je pa precej večja, sega prav dol do Novega mesta, tako da tukaj je pa sodelovanje potem včasih malo bolj na mojo iniciativo. No. Moram pa reči, da je Hrastnik pa Zasavje, morda širše, te tri občine, ki so zelo povezane med sabo, z njimi pa sodelujem na praktično vsakdanji ravni. Državni zbor je pa tudi eno takšno telo, kjer sprejemamo zakone, in če smo dobro seznanjeni na lokalni ravni, kaj bi jim pomagalo, lahko potem tudi zelo učinkovito spreminjamo zakonodajo, tako da je za vse dobro. To je res, ja. Lepa informacija. Hvala. Ja, se pravi, a je tako kakšna posebna, recimo dobra praksa sodelovanja z občani, krajevnimi vaščani, ki bi jo rada izpostavila, mogoče tudi za druge? Mogoče dve zadevi. V Zasavju smo 4 poslanci in smo se povezali v klub zasavskih poslancev. To pomeni, da se pravzaprav pri vseh vprašanjih, ki so pomembna za Zasavje, združujemo in smo iz 4 različnih strank. Res je, da so vse stranke 4 koalicijske oziroma 3 koalicijske pa Levica, vendar nam to daje eno večjo kredibilnost in tudi eno večjo moč. Namreč mi težave prenašamo potem naprej v naše poslanske skupine v okviru koalicije pa vedno potem neke rešitve iščejo. Tako da to je ena praksa, ki bi jo priporočila pravzaprav tudi vsem lokalnim ostalim skupnostim. Na nekem ožjem ali širšem območju imajo zagotovo enega, 2, 3 poslance. Če se ti poslanci združijo, ne glede na strankarsko pripadnost, lahko pravzaprav lokalno res veliko naredijo. Hvala. Prosim. Res dobro, ja. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske? Koliko avtonomnosti uspete ohraniti kot predstavnica stranke? Ja, tukaj je kar precej razmišljanja prisotnega pri tem vprašanju. Namreč jaz v strankarski demokraciji, jaz osebno ne vidim nič slabega, zaradi tega, ker poslanci smo res izvoljeni od ljudstva, smo ogledalo volivcev in ljudje so zelo različni. Ljudje imajo zelo različne interese, različne vrednote, različne poglede na svet. Zato smo zelo različni tudi poslanci v državnem zboru in tako je prav. To je neka osnova demokracije, ampak kar je pa zelo pomembno je pa to, da se pa mi, ne glede na našo različnost, moramo za dobrobit naroda vedno najti neko stično točko in na tisti stični točki potem graditi, ne na razlikah med nami. To vsaj jaz osebno vidim v parlamentarizmu in demokraciji tukaj tisto osnovno stično točko. Tako da ravno zaradi te različnosti ljudi, različnosti njihovih potreb, želja in tudi različnosti predstavnikov, pravzaprav ne vidim, da bi v nestrankarski demokraciji je bilo kakorkoli drugače. Ravno tako bi sedeli v parlamentu predstavniki zelo različnih interesnih skupin ljudi, ker se volivci z njimi ravno zaradi tega poistovetijo in zato jih volijo. Tako da mislim, da sistem, kot ga imamo, je čisto ok. Hvala.
kakšno je vaše stališče glede, no to bo zdaj malo podobno, predstavniškega mandata glede na 82. člen Ustave RS in glasovanje po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat, pa se pravi, če je to mandat ljudi, ko so vas izvolili, ali mandat stranke? Ja, to vprašanje pravzaprav tudi ljudje velikokrat zastavljajo. Biti odločevalec v nekem zakonodajnem delu države, kar državni zbor je pravzaprav zelo velika odgovornost. In ta odgovornost presega samo lokalno okolje. Mi konec koncev smo pa izvoljeni v državni zbor, ki pa zastopa vse Slovenke in Slovence, vse državljane. Zato je treba pri vsem tehtanju, kako bo človek glasoval v določeni zadevi, imeti zelo široko sliko. In ta široka slika velikokrat ne pomeni nujno najbolj priljubljene odločitve. Kajti včasih ena odločitev, ki kratkoročno morda ni na prvi pogled najboljša, na dolgi rok prinaša nek uspeh, neko vzdržno ali pa dobro stanje ali pa rešitev. In po drugi strani je neka rešitev, ki v tem trenutku zadovolji širše množice, na dolgi rok lahko naredi zelo veliko škodo. Poleg tega se pravzaprav v vseh odločitvah, tudi znotraj koalicije, zelo temeljito pogovorimo. Vedno imamo nek širši konsens, tako kot sem prej razlagala o vseh strankah, tudi koalicija vedno najde neko skupno stališče, neko skupno pot, s katero se pravzaprav večina izmed nas strinja. Zato ne morem reči, da nisem glasovala po nekem lastnem prepričanju. Namreč demokracija je pomembna tudi zato, ker se moramo zavedati, da včasih je treba narediti en ali pa dva koraka nazaj, zato da bomo potem korakali naprej. Demokracija, diplomacija, zelo podobno. Širša slika in zelo daljnoročne posledice so. Zato lahko mirno rečem, da do zdaj sem vedno glasovala, tudi kadar sem glasovala skladno nekimi dogovori, ti dogovori so vedno bili takšni, da sem tudi skladno z nekim lastnim prepričanjem. Sem pa dobro vedela, kaj vnaprej to prinaša. Tako da, če bo pa kdaj kakšno tako glasovanje, ker bom pa imela kako hudo moralno dilemo, takrat bom pa brez premišljanja glasovala po lastni vesti. Ampak zdaj v pol leta moram pa reči, da stojim pravzaprav za vsako svojo odločitvijo. Morajo se pa tudi ljudje zavedati, da je na nas velika odgovornost in da tle ni prostora za neke partikularne interese. Res je treba pogledati širšo sliko in biti državotvoren. Saj v LMŠ-ju je to neka naša osnovna vrednota, pač državotvorno delovanje. Zato nas ljudje zelo težko umestijo, tako radi bi nas popredalčkali pa umestili, pa a ste vi zdaj levi, a ste desni, a ste sredinski. Nam je to pravzaprav čist nepomembno, ker v LMŠ-ju smo se zbrali taki ljudje, ki si res želimo končno nekih državotvornih rešitev in je čisto vseeno, a jih predlaga desna opcija ali jih predlaga leva opcija. Če so dobre, če so koristne, smo jih vedno pripravljeni podpreti. In tega mislim, da je v preteklosti pravzaprav manjkalo. In tudi trenutno zelo, bom rekla, dobro kotiranje naše stranke bi ravno temu pripisala. Jaz mislim, da so ljudje v bistvu prepoznali to našo osnovno lastnost. Ja, hvala. Jaz sem si posebej zapomnila, ko ste rekla, da ne odločate tako, da bi ugodili, ampak to sem si prav rekla, da moram izpostaviti, da seveda ugajanje pač ni na mestu, sploh ne, pač pomembno je, da človek iz svoje integritete v bistvu govori. Točno tako. Pa tudi v končni fazi, jaz velikokrat pravim, saj vodenje države je en tak makrokozmos, ki izhaja iz mikrokozmosa, to je pa družinska celica. Saj tudi v družinski celici moramo vedno neke odločitve sprejemati, ki ravno tako mogoče kdaj ne ugajajo vsem članom, ampak vemo pa, da za dobrobit te skupnosti je pa to najboljše. Zato imamo pa tudi slogan, človek, skupnost, država. Tam je pološeš. Ja, tudi vsak človek je res pomemben, in zelo pomembno je, da so vsi ti ljudje, da so aktivni državljani, da se povezujejo v skupnosti, in ko imamo mi veliko močnih skupnosti, ki imajo neke jasne cilje, jasne želje, tudi pa jasne pričakovanja do nas, če nam to jasno povedo, imamo potem tudi mi
jasna navodila, kako ukrepati in kaj si ljudje želijo, in je država močnejša. Ne? Tako. Začne se pa pri vsakem posamezniku. Tako, no tudi zaradi tega je ta projekt, da bo več ljudi odprli svoje usta in pač izrazili to, kar čutijo, vejo, da je prav. Ja, popolnoma se strinjam, politika ni rezervirana za izbrance, ampak je pravzaprav stvar čisto vsakega posameznika in v končni fazi na volitvah ima vsak posameznik možnost kandidirati in nekaj spremeniti. In jaz ljudi vedno spodbujam, kandidiraj, poskusi in če res imaš željo stvari spreminjati, jih začni spreminjati, ali pa se poskusi. Ne? Ali pa tudi na tej poti nekje te bo nekdo slišal, ki pa ima neko moč, ima nek vpliv, je nek odločevalec, magar lokalni, in se bo mogoče tvoji projekti začeli realizirati. Dokler je pa to doma s kavča, se pa nič ne bo spremenilo in smo v bistvu vedno nezadovoljni. Ne? Hvala. Mogoče je to že odgovor na kaj želite sporočiti gledalcem, ampak vseeno. Ja, res. Če vam je še karkoli ostalo, da bi posebej rada nagovorila, vam pa povabljena. Pravzaprav bi ljudi res nagovorila vse Slovenke in Slovence, da postanejo aktivni državljani. Kaj pomeni biti aktivni državljan? To pomeni, da sledite politiki, da sledite tudi dogajanju v vaši lokalni skupnosti, v širši skupnosti, da ste glasni, da težave, kritike, pripombe, pa tudi pohvale prenašate tistim ljudem, ki odločajo v tej vaši lokalni skupnosti ali pa širše. Konec koncev vsak poslanec ima mail, na katerega lahko pišete in nam sporočite, če imate kakšne težave, predloge, teh smo pa sploh najbolj veseli. Pojdite na volitve, vsak glas odloča, ne dovolite, da pravzaprav drugi odločajo namesto vas. In tako kot sem že rekla, vsi posamezniki združijo v močne skupnosti, potem tudi država dela bolje, močneje in pravzaprav po željah spet vsakega posameznika. Hvala lepa, gospa Mavrović, sem zelo vesela vašega tega zadnjega poziva. In hvala tudi vam, spoštovani gledalci, pa se vidimo v naslednjem intervjuju.